Spoštovani gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke, dobrodošli v podcastu revije Sensa, Modra soba, krmarjanje s travmo. Moje ime je Metka Kuhar, sem profesorica socialne psihologije, predavateljica, raziskovalka, terapevtka. Danes imamo gosta odvetnika Zorana Stankića Rupnika. Pozdravljen, dobrodošel v podcastu. Zoran igra zelo pomembno vlogo v naši družbi. Je strokovnjak s predanostjo in občutljivim pristopom pri pravnem zastopanju in zaščiti otrok, ki so se znašli v težavnih, pogosto v travmatičnih okoliščinah. Zoranova kariera obsega različne, med sabo povezane vloge, med drugim, sem prav napisala, nekaj tega bom naštela, pa bova pol tudi pojasnila. Zoran je kolizijski skrbnik za posebni primer v skladu z družinskim zakonikom, to bova še razložila. Pooblaščenec otrok žrtev v kazenskih postopkih, zagovornik mladoletnih storilcev kaznivih dejanj, tudi član strokovnega sveta v hiši za otroke, o tem bova tudi govorila, član skupine za spremembo družinskega zakonika, pa še neki funkcije, ampak te mogoče najbolj izpostavljam. Mogoče da kar začneva, da kar zagrizeva. Če nam, Zoran, lahko za začetek pojasniš, kaj točno dela kolizijski skrbnik, v katerih situacijah ti običajno prevzameš to vlogo? Otrok se najde lahko pri nas v različnih postopkih. Lahko je oškodovanec v kazenskem postopku, lahko je mladoletni storilec kaznivega dejanja, lahko je v postopku civilnih postopkih, predvsem v družinskih postopkih so otroci tudi udeleženi. In v teh postopkih, kadar pride do konfliktnega interesa staršev ali do konfliktne razveze, takrat sodišče lahko na podlagi družinskega zakonika se odloči, da otrokom vsem postavi kolizijskega skrbnika, ki bo pazil na njihove pravice tekom postopka, varoval njihove pravice, in kolizijski skrbnik lahko tudi prenese voljo in želje otroka v sam postopek. Predlagajo ga lahko tudi starši v postopku, lahko tudi drugi udeleženci, kot je na primer center socialno delo. Se pravi, običajno, kadar gre za visoko konfliktno razvezo ali pa razmerje med staršema, takrat sodišče zaradi varstva koristi otrok in njihovih pravic postavi kolizijskega skrbnika. Kolizijski skrbnik je pa lahko v tem primeru, ali pa skrbnik za posebne primere, je pa lahko samo odvetnik. Nihče drug ne more biti to. Kolizija pomeni navzkrižje interesov. Interesov, ja. To se dostikrat zgodi tudi v teh postopkih ugotavljanja očetovstva, ko na primer oče vloži predlog, da dokazuje, da ni oče, mama pa pravi, da je, in to je kolizija interesov in tukaj mora otrok imeti vedno, če je mladoleten, vedno kolizijskega skrbnika. Kaj so še recimo kakšni taki primeri? To gre takrat ločitve, kadar sodišče odloča tudi o kateremu od staršev bo otrok zaupan v varstvo in vzgojo, lahko tudi, ko gre za konfliktno situacijo glede izvajanja stikov, ko gre za vprašanje šolanja in druga vprašanja, ki se pojavljajo, predvsem v tistih zadevah, ko gre za omejevanje starševske skrbi, kjer so pogostokrat predlagatelji tudi centri za socialno delo. Kako pa ti pol v takem primeru zagotoviš, da se sliši njegovo mnenje, njegovo potrebo, pričakovanje, želje mogoče? Že po konvenciji o otrokovih pravicah je največja pravica otroka biti slišan in da izrazi neko svojo voljo. Eden od načinov je tudi preko kolizijskega skrbnika. Moram vedeti, da v teh postopkih so otroci od zelo majhne starosti, tudi manj kot 1 leto, pa tja do 18 oziroma 15. leta starosti, po 15. pa postanejo lahko sami udeleženci v postopku, če so sposobni razumeti pomen in posledic svoje izjave. Težko je, odvisno od same situacije, od konkretnega primera, od starosti otroka, od tega, koliko otrok razume stvari in na kakšen način se lahko z otrokom pogovoriš. Na primer, jaz vedno, kadar dobim spis od sodišča in sklep, da sem postavljen za kolizijskega skrbnika, vedno si želim tega ali te otroke videti. Zato, da vem, kdo so te otroci, kakšni so, če pa je možnost in če so sposobni, se pa vedno tudi z njimi pogovorim.
Tako vedno jim dam to možnost, da mi tudi povejo, kakšne so njihove želje, pričakovanja v zvezi s tem postopkom. Potem vprašam, če želijo kaj preko mene sporočiti sodišču, pa vedno moram tudi po pravici povedati, da njihova volja in želja, da ni nujno, da bo sodišče na koncu to tudi upoštevalo, čeprav imajo pravico, da to izjavijo, ne? Ker sodišče mora vedno odločati v največjo korist otroka. Želje otrok pa ni nujno, da so v njihovo največjo korist. Ja, midva sva se spoznala v kontekstu enega mednarodnega projekta na temo obremenjujočih izkušenj v otroštvu. Marte. Tako da tudi vem, da nekako si seznanjen za to tematiko oziroma tudi s to tematiko pristopa, ki je nekako občutljiv na travmo oziroma ki celo izhaja na razumevanju travme, ki je nekako en tak pristop, ki zelo poudarja, kako travma vpliva na posameznike, in kako tudi bolj sočutno, bolj učinkovito, v končni fazi tudi v takih situacijah pristopati. Tako da tukaj me mogoče zanima, kako ti to še bolj konkretno recimo, če lahko kakšne splošne, se vemo, v nekih konkretnih primerih ne smeš govoriti oziroma ne moreš govoriti, ampak v nekih splošnih značilnostih od tega, kako ravnaš, kako navežeš ta stik. Mogoče tudi z otroci, ki so žrtve, to so verjetno tudi različni primeri. Otrok je lahko tudi žrtev zlorabe, kakršnekoli oblike zlorabe, in v teh visoko konfliktnih razveznih situacijah pride pogostokrat do te situacije, zlasti je to povezano, povezanje, zlasti v bistvu pride do te psihične zlorabe, ko se izkorišča tudi otrok za določeno dosego nekega cilja starša, pa se starš mogoče tega niti ne zaveda, da to počne. Jaz se z otrokom, če je toliko star, da se lahko z njim pogovorim, vedno poskušam pogovoriti na način, da ga ne sprašujem, da bi mi moral odgovarjati na neka konkretna vprašanja, ampak bolj splošno vodim pogovor na način, da mi otrok sam pripoveduje in da iz njegove pripovedi probam ugotoviti, v kakšni koži je, kaj mu dogaja, kaj mu ni všeč, mogoče kaj mu je všeč, zaradi česa trpi in če se izvaja kakršnokoli nasilje ali zloraba nad njim. Poskušam to doseči, če mogoče ne uspem prvič, pa v drugem obisku, tretjem, na vsak način pa se poskušam sam z otrokom pogovoriti, brez prisotnosti starša, da ne bi prišlo do kakršnega koli vpliva, lahko tudi neverbalnega, ni nujno, da starš kaj reče, lahko starš, zakašlja, lahko se samo premakne in je že dovolj, da otrok neha govoriti ali pa da zamrzne in govori kakšno drugo zgodbo in podobno. Jaz, če ugotovim, če se meni zdi, da je prišlo do kakršnekoli zlorabe otroka, potem to tudi povem. V poročilu na sodišču, ali tudi sodišče mene zasliši kot kolizijskega skrbnika in jaz tudi povem v bistvu, kaj sem jaz zaznal in kaj jaz mislim. In to je lahko tudi neka podlaga tudi potem naprej za izvedenca, da razišče to stvar. Jaz nisem tisti, ki lahko rečem, res on je žrtev zlorabe, jaz samo rečem, da mislim, da obstajajo znaki, naprimer fizične zlorabe, psihične zlorabe, da obstajajo znaki zanemarjanja otroka in podobne stvari, ali pa kar mi je otrok direktno povedal, samo tudi to jaz ne morem presojati, ali je otrok to povedal po resnici ali ni povedal po resnici, ali je bil zmanipuliran že s strani staršev, da to pove. To je stvar strokovnjakov. Moje pa je, da jaz ocenim v bistvu to ogroženost lahko tudi otroka in jo predstavim na sodišče in otroku nekako pomagam, da bo s čim manj trpljenja šel skozi ta postopek in da bo res varovane njegove pravice. Zdaj, to se tudi kaže tudi v postopkih proti mladoletnikom, tam so tudi otroci, seveda starejši, tam se tudi lahko v pogovoru, če je mladoletnik storilec, lahko ugotoviš v bistvu, da je žrtev. In takemu otroku potem ponudim pomoč. Se pravi, da je storilec napram vrstnikov, v resnici je pa žrtev nasilja znotraj družine ali pa zlorabe znotraj družine. Ali pa znotraj vrstnikov ali pa drugih. In v tem primeru mu jaz ponudim pomoč na način, da mu povem, kakšne možnosti imava, da naprimer o tem obvestiva center socialno delo, da podava kazensko ovadbo, da prijava na policijo, da ga vključim v nevladne organizacije, ki mu bojo pomagale, ampak vedno sledim temu, kar si otrok oziroma ta mladoletnik želi.
Če tega ne želi, to ga ne spravljam v še večjo stisko, zato ker se običajno bojijo, kakšna bo reakcija staršev. Predvsem staršev, če so starši tisti, ki narobe ravnajo. Včasih se ponudim, na primer, v enem primeru je bilo, ko sem rekel, kadar se dogaja nasilje doma, pokliči policijo. In je rekel, da on to ne more. In sem rekel, seveda te razumem, da ne moreš, oba starša imaš vseeno rad in se težko izpostavi na ta način. Sem rekel, eno možnost pa imava, da pokličeš mene, pa da jaz takrat pokličem policijo. Ne? In se je to tudi zgodilo, ne? Da je mene poklical in sem jaz potem poklical policijo, da so intervenirali zaradi družinskega nasilja. To so te oblike pomoči, pa tudi da otroku veš, kam se lahko obrne, da mu pri tem pomagaš. Se pravi, da otrok vidi v tebi zaveznika. Ne? To je moj cilj v bistvu, da vzpostava zaupno razmerje, da mi dejansko zaupa, zato moram biti tudi jaz pošten do njega, mu tudi odgovoriti na vprašanja, katera on želi odgovor, in na ta način skozi zaupno razmerje, da te ima vedno kot nekega varuha, neko oporo skozi postopek, ne glede na to, kakšen postopek je, da vedno boš vedno pomagal, da ga ne boš pustil na cedilu. Kako pa vzpostaviš stik? Mislim, pride k tebi v pisarno? Ali... Ja, to je težko. To je zdaj različno, gre za mladoletnika kot storilca kaznivega dejanja, ali gre za otroke, s katerim se moramo pogovoriti kot žrtvami kaznivega dejanja, ali pa kot kolizijski skrbnik. Ampak neka podobnost je v tem, da vedno preko zakonitega zastopnika, se pravi starša, poskušam povabiti tega otroka k sebi v pisarno, razen ko gre za mladoletnika. Mladoletnika vabim pa neposredno. Vedno dam možnost, neko uro, termin, in vedno napišem, če to ne ustreza, da se lahko dobiva tudi takrat, ko nima šole, dejavnosti. Če mu ne ustreza, da pride v pisarno, se lahko dobiva pred šolo, pred blokom, v parku, v knjižnici. Možnosti je veliko, ni nujno v pisarni. Običajno pa je to v pisarni in običajno, ko gre za kolizijskega skrbnika ali pa oškodovance, starši pripeljejo takega otroka v pisarno in potem se jaz poskušam z njim pogovoriti vedno brez prisotnosti staršev, če je le mogoče. Če otrok tega ne želi, potem je starš prisoten, da ga ne spravljam v stisko in nelagodje. Potem poskušam kakšen drug termin, da se dobijo pa brez starša. Verjetno je tukaj tudi težko uravnoteževati interese vseh strani. Zelo oziroma težko. Občutke vseh strani. Ker včasih imajo starši občutek, da sem jaz tudi tam zato, da njim pomagam. Sploh pa v teh razveznih zadevah. In jim razložim, da jaz se z njimi ne bom pogovarjal, oni imajo svoje odvetnike, da se bom jaz pogovarjal samo z otrokom. Oni so meni toliko v podporo, da jaz lahko pridem do otroka, da lahko vzpostavim komunikacijo z otrokom preko njihovega telefona, elektronske pošte ali na kakšen drug način. Koliko je pa to poznano, recimo, da obstaja sploh ta inštitut, bom rekla, kolizijskega skrbnika? Kako ljudje nekako, a to center nekako za socialno delo Center za socialno delo tudi poda predlog, lahko tudi svetuje staršem, pa pogosto na sodišču sodnik pove glede te možnosti in tudi če starša s tem ne soglašata, lahko sodnik postavi kolizijskega skrbnika, starša se lahko zoper sklep o postavitvi pritožta in potem o tem odloča višje sodišče. Koliko pa je recimo, da nekako sami tudi zberejo, koliko pa je teh recimo prisilnih? Težko ti povem statistično, ampak moram reči, da več kot polovico se strinjajo s tem, da je kolizijski skrbnik, vidijo v bistvu neko pozitivni doprinos za njihove otroke. To je nekaj novejšega v Sloveniji tudi, ali je to že vrsto let? Je bilo že vedno, ampak zdaj tako urejeno v tem družinskem zakoniku in se sodišče tega tudi poslužuje v teh visoko konfliktnih situacijah. Ja, mislim, te situacije nekako so zelo kompleksne. in kompleksne. To so spisi, ki so debelejši od pol metra že. To niso taki majhni spisi, to so res ogromni spisi z veliko podatkov, veliko vlogami. Otrok je že velikokrat obravnavan, že dobljenimi poročili od šole, centrov socialno delo, zdravnika, pediatrov, vse to je že noter. Ja, to so take situacije. Kako uspeš mogoče tako, kakšne strategije uporabiš, da bi zagotovil, da so interesi otroka tukaj na prvem mestu, ne? Ker to so lahko prave vojne med staršema. Velike manipulacije, tudi nezavednih manipuliran otroka. Tudi starši so nezadovoljni z mojim delom dostikrat, zato ker podajam predloge in mnenja, ki so v nasprotju z njihovimi interesi in željami.
Ampak vedno gledam skozi največjo korist otroka in tudi predlagam ali se strinjam z mnenjem izvedenca oziroma centra za socialno delo, da se otroke odvzame staršem. Tudi, če so take situacije. Vedno se poskušam pogovoriti tudi z otroci, da vidim, kakšna je dejanska situacija. Včasih grem tudi k njim domov, če so pripravljeni na to, in takrat lahko marsikaj spoznam, vidim in si seveda ustvarim svoje mnenje in skozi to največjo korist otroka tudi podprem predlog oziroma predlagam začasen odvzem otroka. Tukaj praviš tudi omenjaš, zdaj že drugič sodelovanje z drugimi strokovnjaki, recimo izvedenci, to so vedno psihologi oziroma bi lahko malo več o tem povedal? To je odvisno, večinoma sodišče postavlja klinične psihologe, lahko postavi, če ugotovi v bistvu, da gre za vprašanje duševnih bolezni staršev, lahko postavi psihiatra, odvisno od tega, na kakšno vprašanje želi sodišče odgovor, takega izvedenca tudi postavi. Jaz ne sodelujem s temi izvedenci, jaz dobim izvedeniško mnenje in lahko postavljam tudi vprašanja, izven postopka z njimi ne sodelujem, lahko se tudi izvedenec name obrne s kakšnim vprašanjem, če želi, sodelujem pa s centrom za socialno delo, zato ker želim pridobiti čim več podatkov o otrocih in o družini, sodelujem tudi s šolo, kjer tudi pridobivam podatke oziroma tudi že sodišče pridobivam, ampak vseeno lahko sodelujem zraven. Se pravi, lahko se obrneš samoiniciativno tudi. Pa tudi običajno sodelujem na teh multidisciplinarnih timih, ki jih Center za socialno delo organizira v zvezi z temi otroki. In tudi zdravniki so lahko v to vključeni. Tudi. Običajno, če gre tudi za vprašanje zdravstvene, kakšno vprašanje, je prisoten tudi otrokov pediater. Pa predstavnik šole, pa jaz kot kolizijski skrbnik lahko tudi povabijo, odvisno od primera, tudi pooblaščenca od strank in tako naprej. Kakšna pa je tvoja izkušnja tega sodelovanja, kako se prepleta vaše delo? Lahko rečem, da v enem primeru, kjer smo vsi zelo dobro sodelovali med sabo, da smo uspeli zadevo spraviti do te mere, da se stanje tega otroka mnogo izboljšalo. Da je otrok začel hoditi redno v šolo, da se je izboljšalo tudi ta socializacija, ampak res tem timskim delom, ne vsak posamezen, ampak vsi skupaj smo to dosegli. Zato, ker smo prepoznali v bistvu, kje je da je podana ogroženost otroka in kje so tisti dejavniki tveganja, ki jih je treba odpraviti, zato da se omogoči otroku normalen razvoj. Vedno poskušam, da se urejajo zadeve, da otrok, če je le možno, ostane v okolju, v katerem živi. Se pravi pri svojih starših. Če pa to ni mogoče, je pa treba ukrepati za odvzemom. Pa imaš tukaj nekako ena jasna vodila ali smernice, katere potem gledaš, nek protokol? Ne. Mi, kolizijski skrbniki, odvetniki, glede nobenega dela nimamo nobenega protokola. V bistvu pač ravnaš glede na svoje znanje, izkušnje in pa seveda v vseh teh zadevah, kjer so prisotne ranljive skupine, v tem primeru otroci, še z veliko mero empatije. Do vseh udeležencev, ne samo do otrok. Ja, mislim, da zanimivo vprašanje je sploh opredelitev recimo nasilja nad otroci ali pa zlorab otrok. Ali pa ugotovi, da je res do zlorabe prišlo. Ali otrok govori resnico, ali je res to, če ni nekih zunanjih fizičnih znakov, ali je res to, kar govori, se mu je res zgodilo. Potem, da se čaka na izvedeniško mnenje, mine nekaj časa. Koliko pa mine, recimo, povprečju? Ali pa nek razpon? Za kliničnega psihologa se čaka več kot 1 leto. Zato, ker jih je premalo. Oziroma, veliko zadev se odstopa v tudi reševanje kliničnim psihologom in je čakalna doba zelo dolga. Na nek način, pri teh visokih konfliktih in manjših otrocih se zdi država že nekaj časa, eksces. Država že nekaj časa veliko dela na tem, da se to odpravi, da bi bilo delo lažje, da bi bilo več izvedencev, poskušajo na različne načine in upamo, da se bo obneslo, da se bo zadeva v kratkem izboljšala. To je tudi odvisno od strank v postopku. Odvisno je od tega, koliko je konfliktna situacija, koliko ostali udeleženci pripomorejo k temu, da situacija postane še bolj konfliktna, kot je. Namesto, da bi se kdaj zadeve reševale,
da bi bili stranke vedno bolj skupaj, so s čim daljšim postopkom vedno bolj narazen. K temu lahko pripomoremo tudi mi odvetniki, naprimer z nepravilnim ravnanjem, ali pa da slepo sledimo vsemu temu, kar si stranka želi, vsem njenim interesom in željam. Stranki kdaj je treba povedati, da nekje je meja, da do tu gremo, da je treba varovati pravice otrok, ker smo vsi v postopku dolžni v skladu s 7. členom Družinskega zakonika ravnati v največjo korist otroka, vedno. Ne glede na to, na kateri strani si in kakšno vlogo imaš. In tukaj je moje mnenje še vedno in dolgo časa je že tako, da bi se morali tudi odvetniki v kateremkoli postopku sodelujejo, kjer se obravnavajo pravice otrok, kjer so otroci udeleženi v postopkih, zato posebej usposabljati in izobraževati. Da dobijo še dodatna znanja glede tega, da bojo lažje opravljali svoje delo in mogoče, da bojo lažje tudi svetovali svojim strankam, kaj je prav oziroma do katere meje še v redu, pa kaj ni več v korist otroka. Kaj bi pa mogli vedeti odvetniki, recimo, ki zastopajo otroke? Malo več o razvoju otroka, o odnosih družinskih, kako se rešujejo te konflikti lahko, kako pomagati strankam pri reševanju tega, da ni nujno, da grejo vsi samo na terapije, pa da čakajo na te terapije, ampak kako jim svetovati, kako ravnati v določenih primerih, da se konflikt ne povečuje, ampak da prihajamo do tega, da rešujemo težavo. Pa da se ne izkoriščajo določene procesne pravice, da se ne vlagajo preobsežne vloge na sodišče, da teh vlog ni preveč, da se ne izkorišča naprimer neki instituti, kot je nasilje, da prijaviš nasilje, čeprav ga ni bilo zato, da pridobiš s tem neko korist, da nekoga spraviš iz stanovanja zaradi tega. Čeprav to so tudi primeri. Seveda so. Niso pogosti, ampak so. So seveda. Lažne prijave, lažne obdolžitve, glede spolnega nasilja, glede trpinčenja, česarkoli, ne. Da tega ni, ne, da se res ukvarjamo. Najbolj pomembno je to, da starša, kljub temu, da gresta narazen, da nista več partnerja, ostaneta starša temu ali tem otrokom in da bi znala in bila sposobna še naprej, kar se tiče otrok, komunicirati na zelo visoki ravni Konstruktivno in konstruktivno sodelovati tega, da otrok ne spravljajo v stisko in da otroci vejo, da oba dva sodelujeta, kar se tega tiče in da sta nekako v neke te vzgojne metode, da imata vsaj podobne in se pri tem podpirata, da ne pride do tega, da bi otrok ne vedel ali levo ali desno, ali pa da ne bi začel to izkoriščati situacijo. Ja, tu se tudi uporablja ta koncept oziroma pojem odtujitve. Danes med ločitvijo ali po njej, tako zelo spolsko vprašanje, mogoče zdaj v Sloveniji. Eni pravijo v Sloveniji, da odtujitve ni, drugi pravijo, da je, tretji ja in ni, ne, kdaj je, kdaj ni. Jaz sem še zmeraj na stališču, da je. Se pravi, da en starš nekako namerno ali pa nenamerno tudi vpliva na drugega, da razvija negativna čustva, sovraštvo do drugega starša, recimo v takem primeru. Ne? Lahko je. Da se potem oslabi ta odnos ali pa celo prekine odnos. Med tem otrokom in drugim staršem. Z drugim staršem. Kadarkoli gre za nasilje v družini, dejansko, da govorijo, da res gre za nasilje v družini in ko ženska, običajno gre za nasilje nad žensko, ne? Ko ženska pobegne z otrokom ali z otroci iz tega kroga nasilja, je jasno, da ne bo omogočala nekih stikov na začetku otrok z očetom. Zato, ker jih varuje. In v tem primeru ne moramo govoriti o odtujevanju. Tukaj je treba ugotoviti, če je bil ta nasiljen tudi do otrok in če ni bil, da se vzpostavijo potem neki stiki med otrokom in staršem, ampak ženski ne moremo očitati. Mogoče tudi varovani stiki. Lahko pod nadzorom. To je odvisno od situacije. Ampak ženski mami ne moremo očitati, da otroke odtujuje. So pa primeri, ko oče ali mama otroke odtujuje. To pa jaz opažam, da gre predvsem v tistih primerih, ko otrok zelo pozitivno govori in favorizira samo enega starša, o drugem staršu pa samo negativno, nič pozitivnega. Ne. To nek otrok ni sposoben, po mojem mnenju, samo od sebe in tukaj je razvidno, da gre za odtujevanje. To je nek ti znak, da bi lahko šlo za odtujevanje in je prav, da se izvedenec glede tega tudi opredeli, predvsem kakšne rešitve predvzeti, da se to ne bi nadaljevalo oziroma da se stiki ne bi prekinili. Če se spet gleda korist kot prvo otroka. Otroka, ja.
Seveda. Tukaj je težko, tukaj ima veliko vlogo tudi center socialno delo in če so strokovni delavci na centru socialno delo dobro usposobljeni in če imajo tudi psihologe zaposlene, lahko veliko naredijo v tej smeri. Samo starša morata pa biti pripravljena sodelovati. Brez njihovega sodelovanja ni nič. Ja. Mislim, zdaj se tle pogovarjamo o teh mogoče bolj eksplicitnih, vidnih oblikah zlorab. Ne? Govorimo res fizično nasilje, čustveno nasilje, zanemarjanje. A veš, kaj so meni otroci, kadar gre za nasilje, mi rečejo, da je najhuje je, če te starš ignorira. Da je bolje, če bi dobil kakšno klofuto ali brco, kot to ignoriranje. Da ga to najbolj boli. In ti otroci so zelo ranljivi in pri teh otrocih najbolj pogosto, iz moje prakse, ne govorim nasplošno, prihaja do samopoškodovanja. Ja, se tle tudi, v Sloveniji smo delali to študijo leta 2019, na vzorcu skoraj 5000 Slovencev in Slovenk, kjer je tudi zelo velika pojavnost teh najhujših oblik. Recimo čez četrtina Slovencev in Slovenk je doživela recimo 4 ali več teh oblik, kar velja za zelo tvegano. Ja. In to je samo nek vrh teh obremenilnih izkušenj v otroštvu, če govoriva do 18. leta starosti. Potem pa je cel kup enega, bom rekla, nasilja, psihološkega, verbalnega, ki se pa dogaja mogoče manj vidno, malo bolj, bom rekla, subtilno. Ja. Različne oblike sarkazma, osmešenja, žaljenja, kritiziranja, manipuliranja. Zdaj prihaja v ospredje v bistvu to psihično nasilje z grožnjami nad hišnimi ljubljenčki, ki imajo otroci radi svoje kužke, muce, pa starš reče, če ne boš to pa to naredil, ali pa če ne boš, priden, čeprav ne vem, kaj to pomeni biti priden, bom mucka ven spustil, bomo kužka oddala. To so te grožnje, ki jih tudi zelo prizadanejo, to psihično nasilje nad otroci je zelo hudo. In ga ni tako enostavno. Mislim, že recimo, ko smo mi delali raziskavo za te obremenjujoče izkušnje, to je zelo velik trditev, recimo, kako nekako potem zapopademo fizično nasilje. Ja. Recimo, zelo težko je prepoznati te subtilnejše oblike čustvenega nasilja. Ja. Otroke zelo prizadene to, ko jim reče starš, neumen si, nisi sposoben, šole ne boš naredil, tebe nikoli ne bo nič. Včasih je lahko tudi neverbalno, Tudi, ja. Prezir v pogledu. Ali... Tako je, se rečejo, prav, slišim ga. Ko hodi, kako hodi, vem, kakšne volje bo, glede na to, kako vrata odklepa, vse to zaznajo otroci. Koliko smo pa tukaj še daleč ali blizu, recimo, da prepoznavamo oblike in te bolj, recimo, eksplicitne, mogoče bolj vidne in take, recimo, ki so mogoče na prvo oko manj vidne. Ja, vem, ali jih tudi pri sebi ne prepoznamo, recimo, da jih doživljamo ali smo jih doživljali. Lahko, ne vem. Jaz ti to težko odgovorim, samo če bi izobraževali, usposabljali vse, ki pridejo v stik z otrokom, se pravi, od pediatrov, zdravstvenega osebja, vrtca, se pravi vzgojiteljev, učiteljev, naprej profesorjev tudi, nas odvetnikov in sodnikov, vseh teh ljudi, bi prej prepoznali nasilje in bi se mogoče tudi drugače odzvali na to. Se pravi, da bi bili senzibilizirani. Tako je. Mislim, da imamo že mogoče nekako zavesti, kaj ni okej. Vem pa, da vemo, kaj vse nasilje je. A veš, tudi če starš dobi vlogo od sodišča, od nasprotnega starša pa otrok, reče, mama je napisala, ne vem, da ves denar zapravam, da ne plačujem preživljanje. To je nasilje nad otrokom. Ne moreš ti otroku tega ne brati, ne pripovedovati, ne kazati, ne komentirati pred njim, ne z njim se o tem pogovarjati. To je svet odraslih, o tem odloča odrasli, otrok nima nič s tem. Ja, ampak dosti ljudi, če deluje pol iz enih teh občutkov zavrnjenosti, zapuščenosti, pobira take strategije. Ampak to ne prepoznajo kot nasilje, razumeš? Ne zavedajo se problematičnosti tega ravnanja. Tako kot meni stranka pokaže posnetek, ki zdaj moderno vse posnamajo, ki imajo to možnost, pokaže posnetek, poglej, sem se dobil z otrokom, pa ni hotela, ne vem, nič z mano, pa to ne. Pa sem razložil, poglej, tvoj nastop do tega otroka je bil nasilen, čeprav ne fizično. In se ti mora vedeti, kako se otrok počasi odmika od tebe, zato ker si ga psihično napadel s svojimi vprašanji. Čeprav on ne ve, da je to nasilje, ampak je, Se pravi, kot družba smo tudi premalo senzibilizirani.
Enako kot za alkohol, se mi zdi. Ja. Enako za to. Ampak je vedno boljš, se mi zdi. Se vedno več o tem govori, vedno več ljudi vejo o tem, ni več neka tabu tema, tako da se pogovarjajo ljudje o tem. Ampak so tudi recimo storilci ustrezno kaznovani. Škaj, Recimo zdaj tudi odmevajo ti primeri, ne vem, posilstev nad mlajšimi dekleti. Ja, so. Dobivajo visoke zaporne kazni, to je res. Samo spet je od primera Včasih do pa na nek primera način različno. tudi zelo oproščeni, ne? Recimo tudi v primeru tega množičnega posilstva. Vem, ne bom komentiral, delno poznam ta primer, ampak je zadeva še na višjem sodišču, tako da vprašanje, kaj bo in kako bo. A ne? Nisem Ampak to so sodeloval v vsa postopku. sporočila recimo družbi, ne? Sporočila, Vem. ne, kaj so norme, socialne norme, To je res, sprejemljivo, to je res. nesprejemljivo vedenje. Ampak tisto, kar pride v javnost z neke sodne dvorane, ni vedno vse, kar se je tam zgodilo. Pogosto krat se je zgodilo, da je bilo poročano o neki kazenski zadevi, v kateri sem jaz tudi sodeloval kot odvetnik, pa ko sem bral časopis, sem malo različal, sem tudi jaz bil tam ali nisem. A ne. Prav mediji imajo radi nekak senzacionalizem. Mogoče ni vse povedano, mogoče niso vse okoliščine povedane, tako da je težko je na ta način v bistvu komentirati in soditi. Ja. Mislim, to je tudi pomembno, ja, z vidika tvoje vloge, sporočilo javnosti. Sporočilo javnosti, ja. Ker doskrat nekako, ja, si ustvarimo neko podobo, jo Ja, napihnemo ali pa si vsak po svoje prebere, tudi Na tisto, kar podlagi piše. Ja. nekih parih informacij. Ali pa odvisno tudi od tvojih izkušenj, kakšne si imel, pa to prebereš. A ne. Drugačne. Premalo je informacij. Ja, je tudi takrat, zelo ne. odmevajo po medijih, kakšni primeri zgodb, ne, iz sodišč, ne, ko so nekako bile že sprejete sodne odločitve, da so bili, ne vem, otroci odzeti, materi, ne, in nekako, ja, javnost ali pa celo mediji, ne, lahko imajo tukaj cele kampanje, ne. Tako. Mene tudi vedno vprašajo, Ja. za kakšen primer, kaj javnosti, jaz nič ne morem povedati, ker ne poznam primera. To, kar je javnosti predstavljeno, je čisto malo od tega, kar je dejansko cel primer. Ne? In je težko Včasih se zdi komentirati, tako nekako brezosebno ali celo škodljive neke take odločitve, ne? Ja. Ali pa zgolj neke pravne ali pa neke ozke psihološke mehanizme, da se sledi. Ne? Včasih so pač neki argumenti, ki kažejo na to, da je treba otroka odvzeti, da mogoče se s tem takrat manjša škoda naredi, kot če ga ne bi. To je čisto odvisno od primera do primera. Ja, gotovo nekako je pa tukaj težko najde včasih tudi ravnovesje, ne? Zelo težko, med ja. dobrobiti otroka, Tako je. pa tudi med tem pravnim okvirom, ne? Oziroma to širšo sliko Čisto sliko, ja. celotnega konteksta, ne? Celotne situacije. Starši so tisti, ki morajo prvi poskrbeti za svojega otroka, potem je šele država. A ne? In delati treba na tem, v bistvu, da bi bili starši res sposobni poskrbeti za otroka, tudi takrat, ko pridejo v situacijo, da grejo narazen, ko pride do nekega konflikta, da se ta čim prej reši, da čim prej začneta sodelovati v dobrobit otrok. No. Ja, veš, Zoran, to me še zanima. V praksi svoji se verjetno večkrat srečaš s situacijami, ko je pa otrok priča v kazenskem postopku, ki bi lahko vodil do kazenske obremenitve starša. Ne, me zanima, kako pristopaš k takim primerom. Recimo, da zagotoviš, da je ta otrokova izjava obravnavana čim bolj skrbno, ne, mogoče tudi kako se zaščiti otroka, ki priča zoper starša. Jaz, če sem pooblaščenec od tega otroka, potem poskrbim, seveda, da ne bo prišel v kontakt s tem staršem, katerega bo verjetno obremenjeval, ko bo opravljen z njim pogovor oziroma zaslišanje. Zdaj v Ljubljani imamo to prednost, pa verjetno tudi druga sodišča po Sloveniji imajo neko posebno sobo, v kateri se zasliši otroka, tako da je otrok sam z sodnikom ali strokovnim delavcem, ki ga zaslišuje. Odrasli so v drugi sobi, se pravi tisti, ki je osumljen, je v drugi sobi njegov odvetnik in gledajo preko ekrana in lahko postavljajo vprašanja. Seveda imamo pa pridobitev hišo za otroke. Zdaj trenutno gre za zaslišanje otrok, ki so žrtve spolnih kaznivih dejanj. Zdaj s 1. majem 2025 bo pa še glede drugih kaznivih dejanj, ki zakon določa, in mladoletni storilci v določenih primerih bojo lahko tudi zaslišani. Tam je pa res od začetka do konca poskrbljeno za te otroke in za njihove pravice. Tako da sam odvetnik lahko naredi, da pazi, da se te pravice res uresničujejo,
da otrok ni izpostavljen sekundarni viktimizaciji in da je otrok res v katerikoli situaciji je, da je samo enkrat zaslišan in nikoli več. Da se preprečuje te naknadne viktimizacije otrok. Ni pa nujno, da vedno priča, ne? Imamo tudi en mehanizem v Sloveniji. Če gre za te bližnje osebe, ki je zakon določa, predvsem v tem primeru starše, brate, sestre, ima ta pravna dobrota, kjer se lahko otrok odpove pravici do pričanja. Pa to tudi pojasniš pol otroku? Ne jaz običajno pojasnim otroku, seveda, da bo zaslišan, kakšne so njegove pravice, kaj pomeni ta pravna dobrota, zato ko mu to pravno dobroto tisti, ki ga bo spraševal, poda na njemu primeren način, da bo že takrat razumel. Naprimer, v tujih nekih državah te pravne dobrote ni, do 12 ali pa 15 leta starosti otroka, kar se meni zdi zelo v redu. Da otrok lahko priča. Do 12 ali 15. Odvisno od kaznivega dejanja, da pač priča, da ni te pravne dobrote. Da ga ne obremenjuješ s tem, ker meni se zdi prav, da otroku karkoli grdega se je zgodilo, ali če obstaja sum, da se mu je karkoli grdega zgodilo, da ima pravico to povedati, kaj se je zgodilo, kaj je videl in kaj je doživel. Ja, to se meni tudi zdi zelo pomemben, ker lahko se razvije. Mislim, tu bi lahko govorilo o neki obliki štokholmskega sindroma, v odnosu starš-otrok. Mislim, storilc, v primeru tega štokholmskega sindroma, da je žrtev toliko navezana, čustveno navezana, in potem iz tovrstne lojalnosti nekako ščiti, oziroma v tem primeru ščiti ta odnos navezanosti, recimo staršem. Ker se boji, da bo izgubil ta odnos. Ker lahko gre za otroke, ki so žrtve kaznivih dejanj, pa vseeno tega, ki jih je zlorabil, imajo še vedno radi. Zato, ker so tudi z njim lepe stvari počeli, so se fajn imeli, so ga pogrešajo, to je del njihovega življenja je bil, njim je najhujše, da je prišlo do neke zlorabe zaupanja, ampak vseeno oni imajo tega človeka radi in težko govorijo proti njemu oziroma o teh dogodkih, če se z njimi ne opravlja pravilen intervju, in ta pravilen je pa v hiši za otroke, kjer se opravlja prav forenzični intervju, ki ga opravlja strokovnjak, za to usposobljen in res v posebnih okoliščinah v otroku primernih prostorih. Ja, to je zelo pomemben, ta navezanost med otrokom in skrbnikom oziroma staršem, to je psihobiološki mehanizem. Niti nisem psihološki mehanizem. Pa ne, pa lahko je tudi zaradi preživetja, ker otrok ve, da je odvisen od starša glede hrane, glede nastanitve, šolanja, vsega. Tudi to je, preživetje tudi. Ja, to tudi čisto na eni taki nezavedni ravni. Mislim, to je res eksistenčnega pomena za otroka. Zguba starševske naklonjenosti na nek način je zguba ljubezni v vesolju, če tako rečemo. Mora vedeti, da ima pravico, da se izjavi, da ima pravico biti slišan, da to, kar bo povedal, da ne bo nobenih negativnih posledic zaradi tega in mu nuditi potem res podporo. Tako psihosocialno podporo, zato da bo lahko predelal to travmo, da se ne bo to vleklo potem še leta in leta ali pa še v odraslo dobo. Ampak tudi starš dobi podporo, ko ga recimo otrok obremeni oziroma tudi vpliva na njegovo usodo s svojim pričanjem. Ja, tudi starš bi moral dobiti podporo, Ne vem, če jo, ampak bi jo moral dobiti. Če ne, bi se moral sam poiskati. V kontekstu odnosa. Ja, seveda. Jaz sem imel situacijo, ko sem stranko zagovarjal, pa je otrok bil zaslišan, ki je proti njej govoril in sem jaz kot odvetnik, zagovornik poskrbel, da se ona dva potem nista srečala, ker bi bilo to preveč na hodniku sodišča, ker bi bilo to za otroka preveč obremenjujoče, ker otrok ve, da je izpovedoval zoper starša. Verjetno je zelo pomembno, da ima otrok eno podporno osebo. Lahko jo ima, vedno ima lahko jo ožjem ima, krogu. tako je, če jo želi in če ve, katera je to oseba, jo lahko ima. Eno je na sodišču oziroma ne pri obravnavi, drugo pa je nasploh v življenju. Nasploh, ja. Ponovadi so to kakšne tete ali pa učitelji tudi lahko, ker vzpostavijo neko zaupanje in se počutijo varne z njimi, da jim lahko povejo, da lahko na njih računajo. Se pravi, nekdo, ki je tudi malo izven tega ožjega kroga. Tako je. Pa tudi mi odvetniki moramo imeti to vlogo v postopkih, da bo otrok vedel, da smo vedno tam za njega. Jaz tudi vedno otroka računam, da me lahko kadarkoli pokličajo. Če imajo kakršnokoli vprašanje, če karkoli zanima, vedno. In tudi povem, da če se ne javim, da bom nazaj poklical, da nisem vedno dosegljiv. Kaj pa, si rekel, da ti tudi oni postavljajo vprašanja, kaj te sprašujejo? Tudi kaj osebnega? Tudi, pa moramo odgovoriti.
Imaš kakšno anekdoto? Če imam kaj otrok, pa povem, ne. Ja. Ali pa, ne vem, nazadnje me je tudi vprašal otrok, če imam tudi jaz kakšno žival doma, sem rekel, da imam mačko in sva se morala 10 minut o tej mački pogovarjati, ne. Ja, tako tudi kaj slabega se zgodi, tako, moraš biti iskren v bistvu do njega, ker otroci to čutijo. In potem lahko pridobijo zaupanje. Jaz sem včeraj imel tudi pogovor z enim fantkom kot kolizijski skrbnik in je kar hotel se še z mano pogovarjati. So tako že stala, pa bi on še govoril. Pa ena punčka, enkrat tudi pred kratkim, ki je bila pri meni v pisarni, je rekla, da ne gre, da bi ona se še pogovarjala. Tako. In če dobijo zaupanje, res prosto govorijo in veliko stvari povejo. Ne vede, da je to, na primer, obremenjuje enega ali drugega starša ali pa kogarkoli, ampak povejo, kaj jim dogaja, kaj se je zgodilo, kaj jim ni bilo všeč in tako naprej. Ne. Kaj pa to, kar si rekel, ne, da se v tej Barnahus hiši za otroke tudi vodi ta forenzični intervju? Ja. Kaj to pomeni? Kaj pomeni forenzični intervju? To je v bistvu leta 1998 je na Islandiji v Reykjaviku bila ustanovljena prva hiša za otroke in se imenuje Barnahus, zato se pa vsi zdaj Barnahus rečemo vsem tem hišam za otroke. Pri nas je od leta 2017 tekel postopek, da se odpre hiša za otroke in lansko leto je dejansko odprla svoja vrata, ker je zelo pomembno, da deluje po modelu Barnahusa, ampak vsi so malo prilagojeni glede na zakonodajno okolje, v katerem je, ne? Pač glede na kulturološko sami državi. Pomembno je to, da če gremo od začetka, če se ugotovi, na primer, da je bil podan sum, da je otrok doživel neko spolno zlorabo, sodnik z odredbo odredi zaslišanje tega otroka v hiši za otroke, kar pomeni, da bo zaslišal njega strokovnjak za forenzični intervju. Protokol obstaja, ki je narejen, kako se sprašuje takega otroka po protokolu. Ta protokol je bil tudi potrjen strani Evropske komisije, prilagojen nam in v skladu s tem ta strokovnjak sprašuje otroka, s tem, da je otrok takrat v posebni sobi, mi smo pa v drugi sobi, se pravi sodnik, tožilec, zagovornik, pooblaščenec, z centra za socialno delo, kot tudi z policije, smo v drugi sobi in gledamo po ekranu, kako ga sprašuje. Predtem se pa že na enem sestanku, predtem, ko se dobimo, imenuje se pripravljalni sestanek, publikujemo nekako ta vprašanja oziroma vsi povemo, kaj želimo od tega otroka zvedeti, kaj je tisto, kar je pomembno in kaj je cilj tega. Tako, in ta strokovnjak ta vprašanja oblikuje na način, da so primerna za otroka. Zato, da otrok lahko pripoveduje, da niso sugestivna vprašanja, alternativna, kakršnakoli vprašanja in da se ga ne obremenjuje, da lahko otrok pripoveduje, da gresta po nekem vrstnem redu, da se ne odpirajo teme za nazaj, kar je slabo. Da se ga tudi razbremenjuje med pričanjem. Otrok ima nekaj igrače lahko s sabo, ona dva sta tam noter sama, potem ima otrok pauzo, če želi, se prekinjajo da gre na pauzo, pa se nadaljuje. Potem vedno, ko se konča, se da nam možnost v drugi sobi, da postavimo, glede na to, kar je otrok povedal, dodatna vprašanja, ampak samo v zvezi s tistim, o čemer otrok še ni povedal in potem spet na primeren način se ta vprašanja posredujejo. Pomembno je to, da se to zvokovno in slikovno posname. In da je to potem tudi dokaz na sodišču in da se tega otroka nikoli več ne zaslišuje, razen če bi se med postopkom ugotovile neka nova dejstva ali okoliščine, glede katerih je bilo potrebno tega otroka mogoče še zaslišati, se pa po istem protokolu opravi še to dodatno zaslišanje, po možnosti z istim tem strokovnjakom. In takoj, ko se konča ta forenzični intervju, on ima že od vsega začetka, ko pride v hišo za otroke, pred tem zaslišanjem pride enkrat v hišo za otroke, da spozna hišo in takrat dobi on strokovno delavko, ki ga ves čas spremlja. Tudi med pauzami ga ona pride iskati in ona ga pripelje v to sobo in takoj, ko se konča forenzični intervju, je ta otrok deležen psihosocialne podpore, če jo potrebuje. Ne rab čakati na napotnico, ne rab čakati, na vrstni red, takoj jo je deležen. Če pa policija, na primer, ugotovi, da je šlo pa za fizično nasilje ali pa za kakšna spolna dejanja, pa je potrebno otroka zdravstveno pregledati, zdravniško pregledati, pa ima hiša za otroke tudi zdravniško sobo. Zdaj so dobili tudi opremo, tako da pridejo iz kliničnega centra zdravniki pregledati otroka v hišo za otroke in se ga ne pregleduje več na urgenci ali pa na pediatriji.
Se pravi, to je tak en izjemen korak, dosežek. Zelo, zelo velik korak. Jaz moram reči, da sem imel do zdaj 3 obravnave v hiši za otroke, v kateri sem tudi jaz sodeloval kot pooblaščenec in sem bil navdušen nad tem, kako je potekalo zaslišanje, kako večina otrok, ki je prišla v to sobo na ta forenzični intervju, je v enakem stanju tudi šla iz te sobe. Tako, brez neke retraumatizacije, tako. Recimo. Ker najhuje je bilo to, ko so otroka do zdaj, na primer, zasliševali na sodišču, ne samo to, da je on govoril neko svojo grozljivo zgodbo, doživetje, moral večkrat povedati na policiji, v preiskavi, potem še na glavni obravnavi, na primer, ampak on je to govoril popolnoma neznanim ljudem, katere je prvič videl takrat, ko je stopil v tisto sobo, in običajno tudi ljudem, ki niso bili dobro usposobljeni, da bi upravljali intervju z njim. Zdaj smo pa to vse odpravili in moram reči, da hiša za otroke deluje na polno. Koliko je bilo obravnav v tem času? Koliko času? Ne morem ti povedati. Ne, številke. Ne, vem pa, da imajo za januar letos imajo že 13 zadev. Kar je kar velik. Sam spolne zlorabe. Mladoletnih otrok. Mislim, da večino imajo spolne zlorabe. 13 zadev. Tako da so zdaj tudi sodišča prepoznala to kot dobro prakso. Treba je en postopek sprovesti, pa da vidiš potem, da je to res dobra praksa in vedno več primerov prihaja v hišo za otroke na zaslišanje. Tudi druge države imajo to? Mislim, rekel si iz Islandije izvira. Večinoma skandinavske države imajo to. Jaz ne vem za vse, kjer imajo, kjer nimajo. Skandinavske države imajo, naprimer na Norveškem, pa na Islandiji, pa na Švedskem, to je zelo razvito. Imajo veliko teh hiš za otroke. Tako da ja, mi pa po tem vzoru in smo zelo pohvalna bila hiša za otroke tudi v tujini, delovanje. Ker naš ta sistem je urejen prav z zakonom. Druge države niso imele, nimajo, mi imamo pa prav z zakonom to urejen. Ker za en tak dolg ime zakona je Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke. To je krovni zakon, ki opredeljuje vse. Ja, to je kar en tak velik bil napredek. Tako, ja. Otroci tam ne bivajo, ne spijo, pridejo na zaslišanje, hodijo na terapijo. Tudi na terapijo. Tako je. Prostori so primerno urejeni, po standardih Barnahusa je narejeno vse, tako da je super, res. To je taka zelo kompleksna, občutljiva, velika tema spolne zlorabe. V tej naši študiji. Ki nas vse obremenjuje, vse udeležence, zelo. Ni enostavno. Vse do tega vprašanja bova še prišla, kako je to tudi zate. Mogoče bi se tle še ustavila. V tej študiji leta 2019 smo tudi ugotavljali pojavnost, nekako prevalenco spolnega nasilja oziroma zlorabe v Sloveniji. Pričemer nekako smo spraševali, vrstnike smo izključili, se pravi, kar je bilo storjenega do 18. leta starosti, strani polnoletnih ali pa 5 let starejših oseb. Tle imam prav podatek, dobili smo, da je v Sloveniji 9,5% žensk in 2,6% moških do polnoletnosti doživeli vsaj eno vrsto zlorabe. Smo imeli tudi definiranih več teh oblik. In to so 18 do 75-letniki odgovarjali. Večina storilcev pri ženskih žrtvah izhaja iz družinskega kroga, še to smo spraševali. Med moškimi tudi zelo velik delež, je pa še posebej visok odstotek storilcev sosedov. Teh bližnjih. Bližnjih, se pravi vse je nekako... Krog, kratko navzven, ja. Tako, vse je nekako ožja ali pa nekoliko širša družina, prijatelji družine in pa sosedje. Običajno gre vedno, z mojih izkušenj, običajno gre vedno za ljudi, katerim otroci zaupajo. Zato, ker imajo zaupno razmerje tudi starši. In jim zaupajo, starši zaupajo svoje otroke trenerjem, tudi duhovnikom, naprimer, ali pa sosedom in sorodnikom. In to so tisti ljudje, ki jim starši zaupajo in potem izkoristijo to. Je največja po družinskem krogu. Tudi te svetovne v bistvu statistika kaže na to, da največji ožji družinski krog. Bi še lahko kaj te podatke komentiral? Mislim, koliko se sploh prijav recimo zlorab? Jaz mislim, da mogoče bo s tem, ko bojo ljudje tudi zvedeli za to hišo za otroke, kako se ravna z žrtvami, tudi več prijav podali.
To je zelo pomembno tudi najno sporočilo. Ne? Tako, ja. Ker naprimer nam so rekli na Islandiji, zdaj ti podatke ne znam, ampak da se je zelo povečalo število prijav, ko so ljudje zvedeli za hišo za otroke, ko je hiša za otroke že dobro delovala, ko so vedeli, skozi kakšen postopek gre potem otrok, da ni toliko izpostavljen, da ne prihaja do sekundarne viktimizacije, ampak da se otroku tudi pomaga in se število prijav povečalo. Tako da verjetno bo tudi pri nas se čez leto ali dve število prijav povečalo, zato ker drug starš bo bolj pogumen, da to prijav. Ne? Ampak še vedno se dogaja, a veste, tudi meni te starejše stranke povejo, ja, pa mi je mama rekla, ti ne smeš povedati, on ni tak, drugi ne smejo zvedeti, potem bomo mi grdi. In verjetno se to še vedno dogaja, da ne verjamem. Najbolj pomembno je, da starš otroku verjame. Včasih je tudi tabu okrog tega, ne? Tako da otrok niti ne upa staršu tega povedati, ali spregovoriti nikjer o tem. In jaz vse tiste starše, v katerih postopkih jaz sodelujem, pa vem, da so oni prijavili to, jih vedno pohvalim. In jim rečem, da je lepo, da so zmogli to narediti in da so otroku verjeli. Res. Veš, mogoče na pamet, dokdaj tako dejanje zastara, ne? Ker recimo mnogi se odločijo, mislim, to je bolj iz teh psiholoških, psihoterapevtskih kontekstov, govorim šele tam, recimo ženska, ki je doživela kot najstnica, se odloči po 40. letu, ali pa v 30, 40 letih, recimo, za prijavo. Ne? To se pa tudi po svetu to zastaranje se zelo spreminja. Velike razlike, ampak tukaj je res pomembno, da tisti, ki je žrtev, da dobi res informacije, da je žrtev in kaj lahko naredi, da dobi to pomoč, da tudi dobi podporo. Ne pa, da se zgodi, naprimer, da mamica pove v vrtcu vzgojiteljci, ja, res je bilo to, pa vzgojiteljica to naprej pove, potem pa mama reče, ne, nisem tako povedala, pa ji potem vzgojiteljci več ne verjamejo. Taki ljudje ne bojo nikoli več prijavljali teh kaznivih dejanj. Moramo jih izobraziti vse, usposobiti za to, da pravilno ravnajo. Mislim, to poznamo tudi iz psihologije, ne, te trikotnike, napadalec oziroma storilc, žrtev, rešitelj, kjer doskrat potem nekako, če se nekdo vmeša od zunaj, mislim, vmeša, tudi če je bilo nekako prošnja za pomoč izražena, ampak čim to pride ven, se tista žrtev postal v vlogo napadalca, in napade tega kot rešitla od zunaj, se pravi tudi osebo, ki je mogoče prosila za pomoč ali rešitev. In potem zaščiti s tem storilca dejansko. Mislim, to so vse ene take dinamike. So tudi situacije v bistvu, ko napadalec izpade žrtev. Tako zmanipulira zadevo, da je on dejansko žrtev. Da si mislijo, da je žrtev, čeprav se nič od tega, kar on pove, ni zgodilo. Pa najhujše je to, da so otroci v bistvu tudi žrtve, čeprav ni izvajanje nasilja nad njimi, ampak nad njihovim staršem in to vidijo. To pa tudi, to je bilo tudi del teh obremenilnih izkušenj, kar smo ugotavljali v študiji. To se tudi pri nas dogaja, in tega je vedno več. In zato je treba te otroke zaščititi. Ali pa tudi, ne vem, dedek izvaja nasilje nad družino, mislim, tudi ne nujno nad otrokom. Tako je. Ali pa tudi babica, ali pa. Vseeno, vsi lahko. Ali pa vsi, ali pa več njih, je tudi. Ki deluje nekako skupaj. Tako, kot mi je stranka kakšna povedala, se je bil mož nasilen do mene, potem, ko otrok zrastel, pa postal otrok nasilen do mene. Pa sem razložil, seveda, ker drugače ni znal. Drugače bi ostal tudi on večno žrtev, kar je najslabše biti, in on tudi konfliktov ni znal reševati drugače kot z nasiljem. Ker se je tako naučil, tako ste dovolili. Kako se to prisocializira. Toliko časa je to trajalo. Gospa ni zmogla stopati iz tega kroga nasilja in je toliko časa trajalo, da je še otrok postal nasilen do nje. Mislim, težke teme. Zelo težke teme. Ljudi je sram to povedati. Tako kot v tem projektu drugem, ko sem jaz sodeloval MAP, nasilje intimnega partnerja, kakšno stranko vprašam, kaj zdaj znam vprašati. To je še v času nosečnosti? Tako, ko so me naučili, kako vprašati, in potem, ko ugotovim, da je partner bil nasilen do nje, potem še posebej vprašam, ali bom bil mogoče nasilen tudi v obdobju vaše nosečnosti, 90% je odgovor da. Potem naslednje vprašanje, če je bil nasilen, kdaj potem do teh otrok? Ja, tudi, Tako se kar ne neha, in to je kar polen tak začaran krog, Nasilje rodi nasilje, Pri nas, ne vem, če bi se izvajali neki presejalni testi, že takoj na začetku,
ko nosečnica pride v stik z zdravstvom, pri nas je zdravstvo dobro organizirano in je veliko v bistvu stika z zdravstvom nosečnice, če bi bili neki ustrezni, jaz jih ne poznam, presejalni testi in če bi bilo to zdravstveno osebje tako visoko usposobljeno za prepoznavanje nasilja intimnega partnerja takrat, da bi lahko že takrat odkrili, pa bi preprečali mogoče veliko nasilja, ne. Pa dali, mislim, ženski podporo in pomoč, ne. Tudi mora biti zelo jasne možnosti, kaj se potem ženski ponudi. Seveda, kakšna Tuje zaščita, prakse ne. kažejo tudi več različnih možnosti se mora Tako. dati, ne. Ne pa, da se vrne nazaj k nasilnežu, da nima nikamor drugam, kakor k njemu nazaj. Tak ne bo nikoli nič povedala, ne. Ker je odvisna od Sploh njega. v taki situaciji, Seveda, ne, ker je ker je to odvisna od bolj njega. ranljiva. Še bolj ranljiva takrat. Čeprav sem jaz bil, to lahko te povem, prepričan dolgo časa, da je nosečnost dejavnik Varovano obdobje, seveda, ne ja. dejavnik tveganja, da je to res tako obrambni mehanizem, da je to tisto obdobje veselja, ne, in zaščite ženske, ker je zelo ranljiva, pa ni, ne, pa je obratno. Ja. Mogoče se dotakneva še ene težke teme, ne, mladoletnih storilcev. Kaznivih dejanj. Kaznivih dejanj, ja. Kaj sploh pri nas v Sloveniji velja recimo kot kazenska odgovornost? Mogoče do kere starosti je pri nas mladoletni? so mladoletni kazensko odgovorni od 14. do 18. leta starosti so mladoletniki in so Velja takrat kot odgovorni. mladoletnik, okej. Tako, ko dopolni 14 let Ja. starosti, na usposabljanju so me tožilke naučile, da 14 let plus en dan se šteje, da je pol kazensko odgovoren, ker običajno mladoletniki na svoj rojstni svoj dan rojstni dan, špičijo, kaj, ja. ne? A takrat postanejo kazensko odgovorni in mi ločimo mlajše mladoletne storilce kaznivih dejanj od 14. do 16. leta starosti, od 16. do 18. so pa starejši mladoletni storilci kaznivih dejanj. Glede na to se potem lahko izrekajo različne kazenske sankcije. Podrobnosti ne bom šel, ker je prezapleteno. S tem postanejo kazensko odgovorni, če pa stori kaznivo dejanje otrok do 14. leta starosti, potem se ne uvede kazenski postopek, potem policija obvesti tožilstvo in pa center socialno delo in center socialno delo dela s to družino in ugotavlja, zakaj je do tega prišlo, če družina rabi pomoč in podobno. Če pa je mladoletni storilec kaznivih dejanj, če pride do kazenskega postopka, potem se pa vodi postopek, ki je poseben, je drugačen kot za polnoletne storilce in z leta pred 2 leti, zdaj ne vem na pamet, je bil spremenjen zakon o kazenskem postopku, kjer so bile dodane določene dodane pravice tem mladoletnim in hkrati tudi izdan pravilnik, na podlagi katerega se morajo usposabljati vsi udeleženci v tem postopku, se pravi tožilci, odvetniki, policisti in sodniki za delo z mladoletnimi storilci kaznivih dejanj, kar je zelo dobrodošlo, zato ker ni dobro, da vsak to dela, ker vsem gre za otroke, večinoma za otroke, ki ne izvršujejo kazniva dejanja, zato ker to naklepoma delajo in si želijo, ampak jo opozarjajo na neke druge težave, ki jih imajo. Mislim, tu bi jaz se navezala na eno slavno študijo na psihološkem področju, študijo 44 tatov iz leta 44. To je bil avtor Bowlby, avtor teorije navezanosti, ki nekako je prvi začel zares govoriti, ne, tako sistematično o tem, kako zgodnji razvoj, predvsem čustven stik, čustveni odnosi vplivajo na razvoj otroka, ne, socialni razvoj otroka, psihološki razvoj otroka. On je bil britanski psihiater in psihoanalitik in sicer je proučeval skupino mladostnikov, ki so bili vključeni v kazenski sistem zaradi kriminalnih dejanj, predvsem kraje, in je analiziral njihove življenjske zgodbe in jih tudi primerjal z mladostniki brez teh kriminalitete. In potem je ugotovil, da kar večina njih je v zgodnjem otroštvu doživela hudo deprivacijo strani matere, ne, v smislu stika z materjo, dobro, on je nekako še izhajal iz tega patriarhalnega konteksta, danes gledamo to nekoliko širš, bodi si zaradi ločitve od matere, ločenosti od matere, zaradi nekako neustrezne čustvene povezave. In ja, s tem je on začel, ne, s to teorijo navezanosti in ja, nekako to je še zdaj, bom rekla, številka 1 teorija, ne, ali pa ena ključnih teorij, ne, na področju psihoterapije, psihologije, koliko so ti zgodnji odnosi nekako pomembni potem kasneje, ne, razvoju vedenjskih težav, nekih čustvenih težav, vsega tega. Skratka, ena prvih študij, ne, ki je sistematično povezala zgodnje otroštvo in kasnejše vedenje. Da prav imamo nek empirični vzorc, ne, v tem smislu.
Tako da mogoče bi te glede na to študijo vprašala, kako ti vidiš vlogo teh zgodnjih izkušenj, ne, pri mladoletnih storilcih, s katerimi se mogoče ti si srečal v svoji praksi. Vse od tistega Marte projekta, tudi jih več povprašam, otrok in ugotovim, da je to. Ne. V večini teh primerov, jaz nimam neke statistike, ampak v večini teh primerov, ki sem jih jaz obravnaval, je šlo za mladoletnike iz nekih disfunkcionalnih družin, iz družin, v kateri je bil prisoten alkohol, droge, nasilje, kjer je eden od staršev imel duševno bolezen ali šlo za hudo invalidnost, trajno neko bolezen, in vse to skupaj nekako peljalo do slabega finančnega stanja družine ali pa tudi do revščine. In večina teh mladoletnikov v mojih spisih je izhajala iz takih družin. Vedno je bila neka težava v družini. Če pa ni bila težava v družini, je pa šlo običajno za neko enkratno dejanje in ste lahko na tega mladoletnika vplivali že z nekim vzgojnim ukrepom in smo bili prepričani, da ne bo nikoli več ponavljal kaznivega dejanja. Ostali pa... Se pravi, ne gre za razvajence, ne. Gre za mladostnike, ki prihajajo iz družin, ki so celo konglomerirane, take težavne. Jaz sem imel fanta, sem zagovarjal, ki je zaradi bega z mamo od nasilnega očeta zamenjal 8 osnovnih šol. In vse to je na njega take posledice pustili, da na koncu ni bil nevodljiv doma, zato ker nikoli ni imel neke strukture, neke rutine. Več kot 5 selitev ali 6, sem bila tudi že za traumatično izkušnjo ali pa zelo bremenilno. Ja. In seveda je imel težave s šolo in seveda je zašel v kriminal potem. Ne? Ampak če bi on bil v neki situaciji, v neki družini, kjer se to ne bi dogajalo, kjer bi imel večje možnosti in ne bilo toliko teh selitev, njegovo vedenje zagotovo ne bi bilo tako. To sem jaz prepričan. In tudi opore ni od staršev potem, ne, ker mama tudi je bila traumatizirana, ni zmogla, ker je imela sama sabo veliko težav, z očetom nasilnežem pa itak ni imel stikov. Ne. In to so te zadeve, ne, in večina je zadeve takih. No. Ja, omenil si te presejalne teste, to je tudi zelo velika tema, tudi znotraj tega področja gibanja, ne samo študij obremenjujočih izkušenj v otroštvu. Tudi da bi izvajali take presejalne teste, recimo v Kaliforniji so sprožili en tudi zelo finančno podprt, obsežen projekt, zelo razdelan projekt, ne, tudi na spletni strani, pod ACEs, Adverse Childhood Experiences Aware, ne, kot zavedanje tega, nekako kako pediatri vključujejo tako presejanje, ne, populacije. Bi bilo zelo dobro. In kaj se potem ponudi, ne? Kako se potem tudi spremlja otroka, ne samo v zdravstvenem smislu, ampak kaj se ponudi tudi celi družini, ne? Tudi opcije, ne, kaj se nekako ponudi. Kako pomagati iz tega. Tako. In ne, socialni delavci, ki vodijo potem te primere, to je bolj sistematičen pristop, ne, kako to razvijajo. In tudi na kak način izvajati te presejalne teste. Ja, predvsem... Ne, tako, ko smo govorili o forenzičnih intervjujih, ne, tudi tukaj. Nek protokol mora biti v bistvu, ki ti da neke rezultate, da ti ugotoviš, ali je podano neka ogroženost ali ni in kako ravnati. Ne. S tem, da moraš biti vešč pridobiti tazga človeka, da bo sodeloval sploh pri tem presejalnem testu, mu to predstaviti na primeren način. Ne. Ja, cel ta kontekst. Da ti neki zdravstveni osnovi rečeš, ta vprašalnik izpolnite, ne bo nič. Ne. Tudi kako ga subtilno voditi, ne? Da zdaj, če človek vidi, ok, jaz imam 7 teh izkušenj, kaj zdaj to pomeni, ne? Ja. A to pomeni, da sem že kaj pa umrtel, ali da je z mano ful narobe. Ko praviš ta test, ne, pa on vidi rezultate, ta operater, kdorkoli že, mora imeti pripravljene že neke brošure, da mu ponudi, da si potem, ko ne bo več v stresu, da si prebere. To imajo recimo na tej strani zelo dodelano, ne? In to je nek tak model, jaz mislim, s časoma bi to lahko nekako zelo, ne. Mislim, je tudi več bilo že teh poskusov, tudi poskusi, ne samo, da se meri teh 10 vprašanj, ne, tle so tudi razprave, vprašati samo po številki, ali ne, tudi vrste teh vprašanj, ali tudi probali so z enim vprašanjem, z 2 vprašanjama, ne. In vedno so eni zelo pozitivni učinki, ne, če se to naredi na en senzitiven način in se potem tudi neki ponudi. Obvezno. Ne, in tudi kako se potem to nekako razlož, ne, kako se to pojasni, zakaj gre, zakaj je to pomemben in kaj lahko naredimo, ne, kako se lahko podpremo, ne, ali kot družina, ali tudi če je odrasel, ne, tudi za odrasle so ta testiranja, ne.
Ker vemo, da ima tudi zdravstvene, ne samo duševno zdravstvene učinke ali neko socialno funkcioniranje, ampak čist fizično, koliko je povezano z boleznimi. Ne. Pa s tem, da ta operater mora biti res usposobljen, da ga ne ovirajo neki predsodki, da ga ne ovira čas, mora imeti primeren prostor za to, da se bo počutil tisti varnega, ne smejo zvoniti telefoni, ne smejo se ljudje skozi ordinacije sprehajati, res dovolj časa in na pravilen način. In vedno dati podporo pri vsakem razkritju, dati podporo. Ne? Oziroma s kolegico sva tudi na podlagi te študije, s kolegico Gajo Zager-Kocijan, psihologinjo, sva tudi proučevali vlogo teh tako zvanih varovalnih izkušenj v otroštvu, pa tudi rezilientnosti oziroma neke odpornosti v kasnejšem življenju, ki je tudi ponavadi stvar ali prigarana, ali tudi stvar nekih ustreznih kontekstov, podpor in tako naprej. Ne. Tako da nekako so tudi zdaj predlogi v smeri, da se vključe ta vprašanja. Ne samo bremenilne izkušnje, ampak tudi, kaj si imel za pozitivnih izkušenj in v otroštvu, mladosti in kako je zdaj ta tvoj kontekst oziroma kako se to odraža na tvoji rezilientnosti, na tvoji neki notranji recimo moči, ki je pa zelo povezana z celotnim kontekstom. Tako jaz pri mladoletnih storilcih kaznivih dejanj, ki jih zagovarjam, poskušam vedno ugotoviti, kjer je tisti varovalni dejavnik pri njemu, da delava na njem. In če enega najdeva, je to super, so že neka vrata za pozitiven izhod. In delati na tem in mu omogočati to, naprimer, če varovalni dejavnik šoljen, da se želi pridobiti nek poklic, je to zelo dobro. Ne? In če se dela na tem in se mu pomaga in izide potem iz tega. Ne? Tako treba ponuditi nekaj, ne? Vedno. Tudi v Kaliforniji je en tak zelo odmeven projekt o sočutnih zaporih, kjer se je tudi zapornike spraševalo o teh izkušnjah, oziroma prav kroži na YouTube posnetek, oziroma je tudi cel dokumentarni film, veliko je v tem tudi napisanega, tudi študije, kjer so zaporniki stali v krogu, te najhujši morilci, obtoženi, do smrtno in tako naprej, in so se premikali, ko jih je spraševala vsaki od teh 10 velja teh osnovnih obremenilnih izkušenj v otroštvu, in potem so za vsako izkušnjo, ki so jo doživeli, naredili en korak naprej. In so daleč prišli. Zelo daleč so prišli in tudi, ko so druge videli, ali pa ne, tudi potem, ko so poročali, so rekli, na začetku niti nisem hotel delati korakov, pol sem videl, da jih drugi delajo, sem jih naredil. Da ni edini, ne? Ja, da ni edini in nekako, ko so, potem tudi so imeli skupine, v katerih so se o tem pogovarjali, da so prvič nekje razumeli tudi sebe in da jih je nekdo tudi z enim sočutjem. In na to temo je tudi zelo velik študij. Mislim, to začenši z Bowlbyjem že leta 1944, da ne govorimo tudi o zasvojenih z alkoholom, tle v ozadju je vedno travma, mislim, to sploh nekako ni dileme. Nekako, koliko šele zdaj pronica to znanje, zavedanje, razumevanje. Vedno več. In kriminal v tem primeru, ali vsa taka vedenja, tudi čustveno-vedenske motnje študije, da je v ozadju skoraj vedno, vedno so, tako, obremenilne izkušnje, pa to je samo nek vrh teh negativnih izkušenj, potem, tako kot sem že prej rekla, je lahko cel kup enih dinamik, ki niti niso zajete v teh najhujših oblikah. Tako da nekako, se to je tudi najna zdaj tukaj tema in namen, širi to zavedanje, to razumevanje. Obvezno, Čim več o tem govoriti, na glas povedati, da se to dogaja, sploh pa, če ti nekdo pove, da se mu pove, da ni edini, da se mu to dogaja. Tudi za nekimi diagnozom, mislim, to je tudi eno celo gibanje psihiatrov, na čelu tudi s tem slavnim Van der Kolkom, ki se tudi njegova knjiga recimo je prevedla lani v slovenščino. On je že tam 20 let nazaj začel to prizadevanje, da bi se unesla v Biblijo recimo teh diagnostik, definicija kompleksne traumatizacije oziroma razvojne, predvsem razvojne travme. Na nek način potem, po njegovem praktično lahko vse ostale diagnoze ukinemo. Mislim, ne ukinemo, se še vedno nam dodajo neke informacije in tako naprej, ampak nekako tukaj tiči, v tem grmu tiči zajc, tako kar rečemo. Če bi nekako tlele znali nasloviti in ukrepati in
bi marsikaj drugega se spremenili in so tudi izračuni, koliko finančno bi to Seveda, se poznali. Ne samo v zdravstvu, posod, mislim, to so taki izračuni, ne? Zdaj ti ne vem govoriti o številkah, njih v Sloveniji je bilo narejeni, ampak kad tisto gledaš nekako, ne moreš verjeti, koliko bi zdravstvo, sociala, ne, koliko bi vsi ti sistemi nekako, bom rekla, prišparali, ne, če bi recimo sam za eno točko teh obremenilih izkušenj uspeli znižati, ne, sam za eno. Ne, in kot rečem, pri nas ima 27% populacije 4 ali več, ogromno. Pa se verjetno ne bo spreminjalo nekaj časa, zaenkrat ni glih prav nekega navdušenja. Mislim, kvečem se raje ukvarjamo z nekimi diagnozami, ne gremo pa gledati v srž, oziroma v neki izvor te problematike. Ne. Tukaj, mislim, ta tema nekako meni se res zdi zelo pomembna. Bi te res vprašala, glede na to, da si bil tudi pri teh študijah oziroma pri teh mednarodnih Erasmus projektih zraven, tudi na temo teh obremenjujočih izkušenj, kako je to vplivalo na tvoje delo ali pristop? Mislim, kaj se je spremenilo, kako to zavedanje, da gre za te izkušnje, usmerja, zdaj, ko imaš še malo bolj zavestno zavedanje, podkrepljeno številkam. Lažje prepoznam. Sigurno lažje prepoznam, da je šlo za zlorabo, pa za kakšno zlorabo. Lažje svetujem, znam se obnašati, ko mi nekdo razkrije, mu znam pomagati, ne zdraviti, ampak pomagati, ki lahko pomoč dobi, usmeriti in tako naprej. Ne. Pa lahko širim tudi to znanje, vedno. In tle si aktiven? Ja, sem še vedno aktiven, kakor se le da, Lahko malo o tem poveš, na kak način? Sem imel tudi takrat eno predavanje za območni zbor Odvetniške akademije. Članek sem tudi napisal v zvezi s tem v reviju Odvetnik, kjerkoli imam možnost, da slučajno predavam, vključim tudi z tega področja nekaj, enako kot za hišo za otroke, kadarkoli v zvezi z otroci, karkoli, ki predavam. Tako da omenim vedno to in probam v bistvu, da se sliši, da se ve, da nasilje obstaja, da otroci trpijo, da so zlorabe različne, kako prepoznati te zlorabe. Je posluh, je zanimanje. Je vedno več jih v tvoji branži, v tvojem poklicu. Zato, ker se srečujemo s tem. In je zanimanje v bistvu, da se prepozna, pa da ravnajo pravilno. Mogoče tudi kot kolizijski skrbnik lahko uporabim to znanje, predvsem pa v pogovoru z otroci, da prepoznam, kdaj gre res za zlorabo, kaj jim dogaja, kakšne so posledice, v bistvu včasih že glede na vedenje otroka obstaja velik sum, da mu dogaja zloraba. In na to, da se opozori, da se ugotovi, a je ali ni. Kako pa prepoznaš to v vedenju? Starši povejo v bistvu, naprimer, da je nazadoval, da je začel sesati pavc otrok, da je začel ponovno lulati v posteljo. To neko nazadovanje kaže na to. Potem, neke spremembe v vedenju. Da starš spodbuja stike na primeren način, pa otrok vse noče na stike. Tudi mora biti nekaj narobe. Mogoče ne z očetom, mogoče z nekom iz njegove družine, s katerim otrok pride v kontakt. Ali pa vedenje v šoli, ki se spremeni. Čez noč poslabšanje ocen. Take stvari, ali pa agresivni izpadi, ki se kar naenkrat pojavijo pri otroku, ki jih prej ni bilo. To so vsa tista opozorila, nek alarm, da treba nekaj narediti. Se pravi, ena široka paleta teh dejavnikov, ki je potrebno tudi biti na nek način zelo previden. Pa ne preslišati jih, tudi v sodnih postopkih, nič od tega ne preslišati. Če nekdo reče sodniku, en starš reče, starš pa skozi kaže dokumente iz spisa, pa mu razlaga, ni dost, da reče sodnik, ne to več početa. Treba nekaj narediti v tej smeri, da se to dejansko res več ne zgodi. Staršu reče, se bo to ugotovil, da se bo umila starševska skrb. Na ta način, da to ni nekaj brez veze. Ker to otroke zelo obremenjuje. To se prelaga odgovornost na otroke, ki jo ne zmorejo. A bi lahko mogoče povedala čistko, recimo, da to opas, učiteljica ali vzgojiteljica, ali da to opas, zdravnik, ali da jaz opazim to pri, otroku svoje znanke, take znake, ki so zelo sumljivi, ali pa da otrok nekaj takega pove.
kako ravnati? Jaz bi tej svoji znanki povedal svoje dvome, pa svoje opažanja, kaj sem opazil in se poskušal z njo pogovoriti, kako otroku pomagati, pa na kaj naj bo pozorna. Učitelj bi pa že moral sam to urediti. Takoj biti na to pozoren, povezati se s centrom za socialno delo. Se pravi svetovalna služba, takoj, povezava s centrom za svetovalno, za socialno delo. Takoj odreagirati. In zdravnik. Ja. To se ne sme čakati. Ne? Ob sumu zlorab, zanemarjanja, takoj reagirati. Jaz mislim, treba takoj odreagirati. Da se zaščiti otroka čim prej, ne? In na pravilen način. Ker otroci niso sposobni zaščititi. Eni mehni otroci sploh ne vejo, da je to narobe, kar jim dogaja. Ne? To je najhujše. Ali mislijo, da je to pač normalno, dokler ne ugotovi enkrat, da to ni, ne? Da se to ne počne. Kaj pa, če se sliši recimo nasilje v sosednjem stanovanju? Jaz bi poklical policijo, 90% ljudi je ne bi. Okay. A še kaj tazga, kar lahko naredimo, ne? Tako, v smislu preprečevanja ali zaustavljanja zlorab nasilja? Lahko odvisno, koliko si upamo, ne? Pa koliko se želimo upletati v zadeve. Noben se noče, vsi rajšo roleto spustijo in se delajo, da ni nobenega doma. Se tudi smo rekli, da se ne znajdemo potem v vlogi rešitla in smo potem napadeni dejansko. Tako, ja. Tako da ni. So ljudje, tudi če bi videli, da se je kaznivo dejanje storilo odzun, ne bi tega naznali ali pa ne bi povedali ali pa sploh ne bi rekli, da so bili očividec nekega dejanja, zato ker se bojijo zase, bojijo se maščevanja in tako naprej, ne. Ali je pač neka razpršena odgovornost, ne? Če gre več mimo idočih mimo. Tako je. A vedno moramo gledati na to, kaj bi bilo, če se to meni dogajalo, pa bi vsi hrbet obrnili, ne? Jaz bi tudi pričakoval pomoč, če sam ne zmorem, pa pomoč od drugod, ne? Tako da ni prav, ne? Jaz mislim, da bi morali že v šoli otroke malo o tem podučiti, jim dati neka osnovna znanja, kaj je prav, kaj ni prav, kako se odreagira, kako se odreagira v takih situacijah. Tako je, kako pravilno ravnati. Vse so tudi anonimni klici, ne rabiš povedati ime pa priimek, ne. Se neke stvari se premikajo tudi družbeno, ne? Zdaj, ker imamo tudi z zakonom, smo premaknili, da ja pomeni ja, ne? Tako. Na nek način je meni tudi nemisljiv, ker že desetletja vemo, da v situacijah nasilja, zlorabe večina ljudi zamrzne, ne? Da se nekako ne more fizično boriti oziroma izražati nestrinjanja. Mislim, da je zdaj šele tudi nekako sodni sistem to prepoznal. Ne? Ja, se premika. Na bolje, sigurno. Tudi da nekako poimenujemo, kaj je spolno nadlegovanje. Ja. Ne, da niso to kar... Vedno bolj znana so pravila iz Istanbulske konvencije, kar je tudi v redu. Se sklicujejo že na Istanbulsko konvencijo, dolgo časa nazaj noben za njo ni vedel, da je v redu to. Kaj vse je spolno nasilje, ne? Da ni samo to tisto, kar večina ljudi si predstavlja, ampak da je paleta tega, kaj vse predstavlja spolno nasilje. In je prav, da je tako, da se ve. Ja, da o teh stvarih končno nekako spregovorimo. Ne? Ja. Mogoče je zdaj še en korak ozavešča tudi te subtilnejše oblike, ne? Te neke mikroagresije, mikronasilja, ki se dogajajo. Ja, ampak je konstantno. Konstantno. In je to tudi en občutek ogroženosti, ne samo za živčni sistem, za celotno bitje. Za zdravje, ne? Stres povzroča in... Ja, ves čas nekako stresni odziv. Skozi v tistem položaju, v bistvu, ker si stalno v neki pripravljenosti, kdaj se bo zgodil, ne? Kar je najslabše, v bistvu telo je skozi napreži. In tudi neka nemoč, potem recimo nekako to razčistiti ali se obraniti ali to so vedno večinoma, gre za žrtve, ki so v nekem podrejenem položaju in še težje potem. Ja, mislim, časih žrtev tudi iz, ne vem, manjka samopodobe ali pa iz take zgodnje socializacije nekako je. Te nasilneži vejo, koga morajo, ne? Kdo je ranljiv in katerega lahko. Ta občutek imajo dober. To tudi se ve, nekako, da to nekako... Kako uničati obrambne mehanizme in kaj narediti. Mogoče se dotaknemo še v zadnjem delu par takih osebnejših tem. Ne? Mislim, da si že prej nekako omenil, ne? Da tudi ste vsi, ki poslušate forenzični intervju,
da je to lahko tudi za vas težko. Vsi ti postopki v bistvu, zlasti, ko gre za spolno nasilje nad otroci. Tudi poslušati recimo te zgodbe. Ni gre samo za poslušanje, gre kdaj za gledanje fotografij, videoposnetkov, ni samo, tudi slikovno, ne samo zvočno. Ne. In je to obremenjujoče, in pač se moramo s tem vsak na svoj način spopadati. Sva se ravno pa pred kratkim s kolegom pogovarjala, da mogoče bova naslovila to na odvetniško zbornico, da bi bilo dobro, da bi imeli nekoga na zbornici, kateremu bi lahko na neko supervizijo hodili, pa se pogovorili o tem, da bi se razbremenili, oziroma da bi nam nekdo lahko povedal, da delamo prav in dobro, ne, saj to. Ali pa nam pomagati v neki situaciji, kaj bi bilo pa mogoče še bolje narediti. Ne. Mislim, tukaj je tudi ta izraz sekundarne traumatizacije, ne? Če nekako smo izpostavljeni ljudem s tako težkimi zgodbami, s tako čustvenimi bremeni, da to tudi nas nekako bremeni, ne? In da tukaj tudi rabimo čisto eno čustveno razbremenitev. Kako se pa ti nekako soočaš s tem ali spoprijemaš recimo s tem? Že od nekdaj, ko vrata od pisarne zaprem, probam pozabiti na vse, kar je ostalo v pisarni pa v spisih. To je prva stvar. Pač pa ne vem, svojim načinom življenja, da pač se sprostim na svoj način in da probam pozabiti na to. Ne. Vedno mislim, da sem res naredil vse tisto, kar sem lahko naredil. Ni nikoli bilo nekih zelo hudih posledic, naprimer, da bi se zgodile, tako da za zdaj v redu, nisem še doživel nobene take travme, da bi zelo hudo name vplivala, da ne bi mogel naprimer tega več delati ali pa karkoli. Kako si se pa sploh odločil za tako zahtevno občutljivo področje? Nisem se odločil, to je daleč tega, nisem se odločil. Kako je pa prišlo do tega? Jaz, ko sem začel delati kot odvetnik, sem veliko delal mladoletnike, te mladoletne storilce kaznivih dejanj sem zagovarjal in potem mi nekako prišlo do tega, da sem imel veliko tudi družinskih zadev na sodišču. In potem ljudje pač zvejo, pa sem imel vedno več teh družinskih zadev, zdaj imam večinoma družinske zadeve, zdaj me postavljajo tudi kot kolizijskega skrbnika na sodišču, tako da ni bila to moja odločitev, jaz pa hočem to delati. Tako se je zgodilo. In to delam in tudi zaradi tega sem se še dodatno sam izobraževal, tako da sem sodeloval v teh projektih Marte, pa zdaj v projektu MAP, sodelujem tudi v kakšnih drugih projektih pri Mirovnem inštitutu. Vse, kar mi ponudijo, v tej smeri sprejmem, zato ker se mi zdi, da karkoli se dodatnega naučim, da bo pomagal ne samo mojim strankam in tem otrokom, ampak tudi meni. Da bom lažje to delal, da ne bom imel občutka, da nisem dobro naredil kaj, ampak da sem opremljen dobro z vsemi temi informacijami in znanjem. Ja, se pravi, tak res strokovni razvoj, ne? Profesionalni razvoj. Ne z nekim papirjem, z nekim dokumentom, ampak na različnih področjih. Ja. Kako je pa to za tvoj osebni razvoj, delati na takem področju? S takimi primeri? Se mi zdi, da ti pomaga razumeti vse te situacije, ki se dogajajo danes, vse te konflikte, da lažje razumem, da vem, zakaj je do njih prišlo, da vem, kako se jih da rešiti, kako se da pomagati. Mene tudi veliko ljudi pokliče po telefonu, pa me vpraša, kaj ne naredim. Ali pa stranke od 10 let nazaj, ne vem, se zataknili pri nekih stikih, ker je že otrok malo starejši. Vse potem lahko pomaga že z nasvetom. Pa tudi svojim strankam v postopkih jim jaz pošteno povem, kaj lahko pričakujejo v postopku in kaj jaz ne bom delal. Da je zame vedno prva stvar korist otroka in če je moja stranka tista, pri kateri ni otrok, je najmanj prvi pogovor o tem, koliko preživnine bo plačeval. Ta čas, dokler se ne uredi na sodišču. S tem štartava, s koristjo otroka, se pravi pravico do preživetja, se pravi morate nekemu nakazovati preživnine. Zelo pomembno, ja. To je tisti prvi korak. In kako izvajati stike, kako pristopati do otroka, ki zavrača stike, kakšno je slabo ravnanje. To je pomembno. Se pravi, da ga tudi ozaveščaš. Ja, pomembni so pogovori. Svojo stranko ozaveščaš. Tako pomembni so pogovori. Pogovori lahko trajajo večkrat in dolg časa. Zato, da jaz ugotovim, naprimer, kako je ta stranka izvajala stike,
kako je ravnala s temi otroci, da mu jaz povem, da to ni prav. Pa zakaj ni prav? Ne? Zakaj jaz mislim, da to ni prav? Ja, to niso sodbe, ne? Ja, in kako lahko škoduje na ta način otrokom in kaj bi bilo primerneje v tem primeru, a ne? Zato, da se zbliža do otroka, da mu otrok začne spet zaupati, da bosta imela vsaj nek odnos. Če je po telefonu za začetek, je že zelo velik. Če vam otrok hoče telefon dvigati, pa se z vami 1 minuto pogovarjati, je to že uspeh. Naprimer. In se bo to vedno, če bo zaupanje in če bo ta pogovor v redu, potem se bo povečevala, ne? In se bo prišlo tudi do osebnih stikov. Kako pa tukaj še, recimo, jaz se spomnim, mogoče 20 let nazaj je kolegica sociologinja magistrirala Tjaša Žakelj z temo, ki je šla na sodišča gledati tele spise o odločitvah, ne, in ko se je pokazalo, ne, da so sodnice, so bile večinoma dodeljevale otroka materam, oziroma ne, gledala je tiste spise, samo tiste je analizirala, kjer so bili otroci dodeljeni očetom. Takrat, če ni bilo tega deljenega skrbništva. Zelo malo je bilo teh spisov. Pa še takrat je bilo izvedeniško mnenje je bilo noter. Oziroma vedno je bil nek argument, pol na koncu, ne, se je v bistvu ta oče živi pri mami ali pa ne, sosednji hiši je sestra. Ki bo pomagala. Ženska bo poskrbela. Tega ni več. Ja, tega ni več. Ne. Zdaj, osnova je skupno starševstvo. Se pravi, iz tega se štarta? Iz tega se štarta. Čeprav moje osebno mnenje je, da naše okolje še ni čisto zrelo za to, da se ta institut malo zlorablja kdaj. Na kak način pa? Da se zmenijo, samo da se zmenijo. Da gre čim prej skozi, ali pa zaradi preživnine, ne pa zaradi koristi otroka. Ni skupno starševstvo to, da je en teden otrok pri enem in pri drugem. Mogoče gre za otroka, ki mu to ne ustreza. Pa je lahko skupno starševstvo, pa je otrok samo vsak drug vikend pri očetu ali pa pri mami. A ne? Te variante bi bilo treba bolj predelati. Tudi odvisno od starosti otroka. Odvisno od starosti otroka, odvisno od komunikacije staršev, odvisno kako narazen starša živita, veliko dejavnikov, ki jih je treba pri tem upoštevati, predvsem zaradi koristi otroka. Ni koristno, da se otrok preveč voz zaradi stikov in podobno. Ne. Tako, te stvari. To je osnovno, je skupno starševstvo. Sedaj moram povedati, da veliko zadev družinskih se reši v redu na sodišču. Veliko je tudi sporazumnih zadev. Tiste, ki so pa konfliktne, so pa zelo konfliktne. To ni nek velik odstotek zadev. No. Kdaj pa otrok dobi glas? Mislim, pri kateri starosti dobi glas? Zakon določa, da pri 15. letu starosti lahko otrok postane udeleženec v postopku in lahko tudi izrazi sam svojo voljo, ampak pod pogojem, da je že osebnostno tako razvit, da razume pomen samega postopka in pa posledice teh svojih izjav. Tako da sodišče, če je v dvomu, lahko tudi postavi izvedenca psihologa, ki ugotovi, da otrok še ni sposoben. To ve iz ravnanja otroka ali pa iz zdravstvene dokumentacije, da mogoče otrok ni sposoben. Ampak tudi ti lahko oceniš, recimo, da se ne čaka 1 let na mnenje. Jaz lahko podam predlog, stvar je pa vedno odločitev sodišča ali pa mnenje. Ne? Tako da takrat, sicer pa z 18 letom. Ja. Tako da, naprimer, če otrok 15 let star, pa če razume, veliko otrok 15 let starih razume vse in če reče, da bi živel zdaj pri drugem staršu, običajno sodišče to upošteva. Ne? Razen, če se ne ugotovi, da gre za manipulacijo, da gre za izkoriščanje določene situacije, ampak če gre za pristno željo otroka in da je to otroka v korist, da ima mogoče tam bližje šolo, da ima boljše socialno okolje, karkoli, seveda upošteva to. Do 15 leta si pa ti njihov glas? Ne samo jaz, pri nas je več možnosti. Otrok lahko izrazi svoje mnenje preko centra za socialno delo, ko se pravi z njim razgovor tam. Zelo pomembno zame je, da takrat sodeluje tudi psiholog, taka mnenja so zame vrhunska že skoraj, če sodeluje psiholog, če tudi psiholog zraven, opravi razgovor, potem lahko izrazi svoje mnenje, če želi preko varuha, zagovornika otrokovih pravic, to je posebej institut pri varuhu človekovih pravic. Tam opravijo od 6 do 8 srečanj, predvsem je to pomembno, ko gre tudi za psihosocialno podporo nekako temu otroku in ta otrok izrazi svojo željo, svoje mnenje, lahko pa tudi reče, to napiše, lahko tudi reče, da ne želi, da se to predstavi na sodišču. Če pa želi, pa zvemo za njegovo mnenje
Ena od možnosti je neformalni razgovor s sodnikom, ko sodnik opravi v svojem prostoru, ne v razpravni dvorani, neformalni pogovor z otrokom in takrat sodnik ugotovi, kaj se otrok želi, to pa lahko nam ostalim v postopku prenese pa samo, če se otrok s tem strinja. Če se otrok ne strinja, pa samo sodnik ve in pa kolizijski skrbnik. Pa še ena od novih možnosti je pa tudi v bistvu, če je otrok kot žrtev kaznivega dejanja zaslišan v hiši za otroke in opravljen forenzični intervju in če tam izrazi, naprimer svojo željo, lahko se potem ta posnetek na podlagi, mislim, da 48. člena Zakona o nepravdnem postopku tudi vpogleda v družinskem postopku. Velja lahko kot dokaz v družinskem postopku in sodišče lahko to voljo otroka tudi upošteva. Se pravi, do 15. leta ne govori otrok sam na sodišču? Ne. Vedno pa otrokom povem, da, kot sem na začetku povedal, da njegova izražena želja, volja, da ni nujno, da bo sodnik upošteval pri končni odločitvi. Da sodnik še zmeraj tehta največjo njegovo korist. Ko mora otrok vedeti, ne? In je prav. Se pravi, kar veliko teh opcij. Veliko, pri nas je res veliko. Se pravi, to ocenjujemo kot eno tako dobro ureditev. Kar se meni tiče, je dobra ureditev, ja. Tako, lahko smo oboje, ne? Dostikrat se zgodi, da ima otrok zagovornika pri varuhu človekovih pravic in kolizijskega skrbnika. Midva ne sodelujejo med sabo, zato ker ima popolnoma drugačno funkcijo, ampak otrok se pa lahko razbremeni na ta način tam pri varuhu, ampak v tem primeru pa jaz ne opravim razgovora s takim otrokom, da ga ne obremenjujem še jaz. Tako da se takrat odločam, ali ne razgovor z mano, a ne. Tako da pazim na to, da čim več razgovor otrok prav slabše za njega. Ne. Vedno se srečuje z neznanimi osebami, tudi jaz sem za njega takrat neznana oseba in ga lahko dodatno obremenjujem. Ja, to vemo, pripovedovanje zgodbe, tako. Kako lahko vpliva. Ja, čeprav ne želim nobene zgodbe od njega, jaz ga tudi nikoli ne vprašam, ali ti bil pri mami ali pa pri očetu, nikoli. Jaz tako na splošno me zanima njegovo življenje, njegovo počutje, da mi pripoveduje in da iz tega potem lahko neko mnenje izoblikujem. Nikoli ne smem imeti občutka, da se mora odločiti o nečem. Da mora nekako... Ja, nobene odgovornosti na njem. Ja. Razbremeniti ga je bolj treba, kakor spraševati v tej smeri. Ne. Ja, mogoče, če nekako se približujeva koncu, bi lahko mogoče delo kako zgodbo ali kak primer iz tvojega dela, ki bi poslušalce, gledalce navdihnil, inspiriral, usmeril, mogoče tiste sploh, ki so v kakih težkih družinskih situacijah. Se pravi, kakšne zgodbe z dobrim izidom, z dobrimi izhodi, ki se je težka situacija nekako potem razrešila. Te družinske se nekako razrešijo slej ko prej, ne? Če ne drugače pa z odvzemom, ker ni nek uspeh postopka, ne? Pač je to pač nujnost. Mogoče en primer iz mladoletnika. Sem imel enega fanta, ki je imel res veliko kazenskih postopkov in je, ne vem, 5 sigurno sem jih jaz imel, in je potem on želel na vsak način, da bi šel v mladoletniški zapor. Jaz nisem pristaš mladoletniškega zapora, ker mislim, da nobene koristi tem otrokom ne prinese in sem se z njim pogovarjal in sem ga prepričeval, ne, da je za njega bolje prevzgojni dom Radeče, ker imajo tam strukturirano vzgojo, tam bo lahko to pa to naredil, lahko konča srednjo šolo, poklicno in je vztrajno o tem, da ne. In sodnica je bila zelo videvna, zelo mu je pomagala v postopku, poslušala ga in še zmeraj samo zapor in glede na to, da mu je že prej bil izrečen ukrep Radeč, ampak se ni začel izvrševati, pa je pobegnil dejansko iz Radeč, je sodišče pač odločilo, da gre v mladoletniški zapor. Jaz sem tega fanta vse poklical in sem rekel, da ima pač smolo, ker sem jaz njegov zagovornik in ker imam možnost, da se pritožim tudi proti njegovi volji, da jaz vem, da je on zadovoljen s tem, da bo šel v mladoletniški zapor, ampak da jaz daleč tega nisem s tem zadovoljen. Vmes, ko sem jaz pritožbo napisal, on mora iti v Radeče po prejšnjem sklepu sodišča in smo se dogovorili, da me lahko kadarkoli pokliče iz Radeč. In me je klical, da je imel to težavo, vse težave smo midva po telefonu nekako reševala in sem ga jaz pomirjal, tako da smo sodelovali. In na koncu sem s pritožbo uspel, in to je bila dobra zgodba in je tudi višje sodišče reklo, da sem imel prav
da je prav, da je v Radečah, ker je višje sodišče zahtevalo dodatno poročilo iz Radeč. A veš, ko pride to z prve stopnje, drugo stopnje, traja nekaj mesecev, a ne? In so zahtevali dodatno poročilo in iz dodatnega poročila se je izkazalo, v bistvu, da je fant začel pomagati v kuhinji, da je začel hoditi v poklicno šolo, da se je prijavil za izpit za avto delati, da je nehal biti agresiven in da sodeluje. Tako da se je ta zgodba za njega zelo dobro končala in bi se zelo slabo končala, če bi ostal v zaporu. Kaj bo v zaporu, tam pa ne bi imel teh možnosti? Ne bi imel, zato ker zaporno kazen je dobil, ne vem, če je dobil 1 leto, ne spomnim se. In zaporno kazen lahko tudi dobi pogojni odpust. Iz zapora gre lahko prej kot iz prevzgojnega doma Radeče. A to je bil njegov motiv tudi? To je največji motiv bil. In motiv je bil tudi to, da v zaporu ni treba nič delati, če nočeš. Čeprav imajo enake programe, zelo dobre programe imajo. Se pravi, možnosti pa... Možnosti so, ampak če nočeš, te ne morejo siliti. V Radečah je pa malenko, čeprav v Radeče so tudi kot zapor, pravosodni policisti varajo ta objekt, ne? Ampak je strukturirano, je šolanje, je razvedrilo, je delavnice. Ne? On ima cel dan, so imeli zapolnjen, imajo tudi prosti čas, ampak nekaj odnesejo, naučijo jih lahko veščin, naučijo jih lahko delati, da se učijo, če hočejo. Ne? Ampak je pa tudi to odvisno od te skupine, kakšna je trenutno skupina v Radečah. Ne? Če so vsi lumpi, pol ne bo nič. Ja, je moj... Od dedka brat je bil tam zaposlen, pa njegova žena. Mislim, sta imela dobre izkušnje s fanti. Imam prav, v tistem koncu eno od korenini in malo bolj poznam. Ne? Mislim, poznam tudi tisto zgradbo in vse. Graščina je v redu, zelo velika, ponujajo mladoletnikom. Mislim, krasnem okolju. Ne? Zdaj so naredili še okolje najlepše od vseh. Savus zraven. Od vseh zavodov. Izjemno okolje. Je najlepše sicer okolje. Zelo varovano, ne? Izjemno varovano. Ja, ampak če imaš ugodnosti, pa greš tudi ven. Ja, tudi igrišče. Pomembno glede tega prevzgojnega doma Radeče je to, kar bi moralo veljati za vsa območja v Sloveniji. Naprimer, če se mi odločimo, da bomo zdaj naredili 3 hiše odprtega oddelka za psihiatrične bolnike, kjerkoli, okolje tega ne bi smelo preprečiti. Ljudje bi morali to sprejeti, zato ker smo pač vsi ljudje. In enako je v Radečah. V Radečah je prevzgojni dom toliko časa, da je zlit z občino Radeče, z unimi krajani in nimajo nobenih težav s tem. Se ti otroci lahko, ko imajo proste izhode, brez kakršnihkoli težav sprehajajo tam in oni vejo, da so to iz zavoda. Ne? Ampak ni nobenih težav, sodelujejo z okoljem, z to družbo v okolju in vse. Enako morali veljati za vse ostale stvari. Naprimer, če rečemo, da bomo naredili materinski dom na Viču, ga naredimo, ne pa, da sosedi vlagajo, naprimer, ampak spet, ko ga ne rečem Vič, tako, mislim, primeroma, kjerkoli, ne pa, da ljudje tako odreagirajo, mi tega nočemo, nam bo padla vrednost nepremičnine, vsi imamo pravico biti tukaj in zakaj ne. Samo moramo jim dati možnost, in da se vklopijo v to okolje in vsak bo imel tega koristi. Tudi upam, da smo mi dva kaj naredila, ne? Tudi širjenjem zavedanja, da so v ozadju ene zelo težke izkušnje. Ne? Ja, res. Da so to lahko sicer grozljiva vedenja, ki jih naredijo, ali zelo neprilagojena vedenja, ampak to so neke njihove adaptacije, mislim, neke prilagoditve na neko totalno težavno okolje. In kadar gre za taka grozljiva dejanja ali pa za težko zlorabo teh mladoletnih storilcev kaznivih dejanj, če se ugotovi. Zato je tudi pri nas edinstvena možnost, da je lahko tudi tak otrok bo od 1. maja 2024 lahko zaslišan v hiši za otroke. Zato, da se ga razbremeni, da se mu pomaga. Ne da samo v neki v smeri kaznovalnega, ampak da se tudi pomaga. Čeprav naš kazenski postopek za mladoletnike gre v smeri pomoči vzgoje in preuzgoje in ne kaznovanja mladoletnikov. Koliko pa gremo v smeri restaurativnih pristopov? To še ne. Mogoče tudi, če pojasniva za poslušalce ali gledalce. No, se mi zdi pomembna tema. Pri nas je to v bistvu za polnoletne, ta probacija je v redu. Ta služba za probacijo, ki pa ne deluje za mladoletne. To gre predvsem preko centra socialno delo. Mi da mora vedeti, da večino vzgojnih ukrepov, ki je izrečena mladoletnikov, so nezavodski vzgojni ukrepi in sicer strožje nadzorstvo centra socialno delo z navodili in prepovedmi. In tu je to notri, zaobseženo v bistvu, kako da oni to v družbi oddelajo. Naprimer, če
kot primer, naprimer, če gre za mladoletnika, ki je vozil brez izpita in povzročil prometno nesrečo, je fino tazga dati v Sočo, da gre delati, da vidi, kakšne so lahko posledice takega njegovega ravnanja, da to ni kar tako neki brez veze, a ne. Ali pa v dom starejših občanov, da gre, če napadlo kakšno babico, naprimer, ne. Na ta način. Skozi to doživi tudi nek empatični distres in tako, ja, da vidi, kakšne so lahko posledice. Nekako se ta etični, moralni čut sam nekje pred rami in tudi mogoče ena želja po vrnitvi. Smo imeli tudi primer, ker potem mladoletnik toliko dober bil, ne, v tem DSO-ju, da so ga hoteli zaposliti, da bi še delal pri njih, ne. Ja. En drug mladoletnik se pa pritoževal, na tisoče in tisoče krožnikov sem moral na dan pomiti, ne. Ja, pač tako je. Različne zgodbe. Nisem pa še na tem restaurativnem, mislim, da se bolj dela na polnoletnih, in je tudi prav, da se razbremenijo tudi te zapori, da se na drugačen način to uredi, kot imajo ki predvsem na severu, urejajo, ne. Tukaj je tudi še en manevrski prostor. Ampak gre vedno na boljšo, se razvija. Že s tem, da smo mi uvedli hišni zapor, te stvari je že nek napredek. Ja, najlepša hvala, Zoran. Zakaj hvala za ta povabilo? Poglobljen, zelo poučen pogovor. Tako upam, da sva res naredila korak k boljšemu razumevanju ozaveščenosti v teh temah. Dragi poslušalci, gledalci, gledalke, poslušalke, jaz upam, da ste našli v pogovoru nove vpoglede, tudi kak navdih. Hvala, da ste bili z nami. Veselim se nadaljnjih razprav v prihodnjih epizodah podcasta Revije Sensa, Modra soba, krmarjenje s travmo.